Dobrodošli in lep pozdrav vsem, ki ste prišli na novo serijo pogovorov Globosalno. Danes bomo posvetili ta pogovor 30. obletnici gorskega kolesarstva v Kranju. 30 let je, odkar imamo Mountain Bike klub v Kranju in to smo v novembru 2024 nekako slovesno proslavili. Danes bomo temu namenili tudi pogovor, tako da najprej vabim Sergeja Ocepka, ki ga vsi poznamo bolj kot Sergio, in pa Žigo Arneža, ki ga poznamo kot Majča, da se nama pridružita tukaj na odru. En lep pozdrav, vidim, da sta usklajena, najprej kar se barve tiče pa klubskega oblačila, ena velika pohvala. Kako lahko rečete, a je to res neko eno posebno obdobje, zdaj 30 let Mountain Bike kluba, mislim, da cel mesec nekako praznujemo, imeli ste na začetku meseca žur na train stationu, danes pogovor. A je to ena taka lepa priložnost, da se spomniš za nazaj, da pobrskaš za vse fotke? Jaz mislim, da končno, Sergio, ste naredili eno zakladnico fotografij zadnjih 30 let. A je ta mesec nekaj posebnega, pa te kar prosim za mikrofon. Dober večer vsem. Ja, absolutno. 30 let je kar ena dolga doba. Moram pa reči, da ko smo te slike na kup dali, jih je ogromen ostalo, tudi še ne pokazanih, zato jih je res veliko. Je pa najbrž res ta trenutek, ko se pač srečaš s starimi kolegi, ko malo govoriš za nazaj, ko lahko narediš po 30 letih. Najbrž 10. obletnica pa 20. obletnica nista bila nek dogodek. A ste imeli tudi žur, ste tudi praznovali? Ne, sploh nismo nič praznovali, 10-letnice pa 20-letnice. Po 30, ki smo pa rekli, da lahko nekaj naredimo. Ok, očitno je to, se pravi, če imate klub oziroma če karkoli tacga delate, 30 je tista cifra, ko lahko narediš neko prelomnico pa rečeš, dajmo zdaj pogledati, kje smo. Žiga, mečkam kasneje te bom vključil v ta pogovor, ker najprej hočem Sergiota zbrskati, kako se je vse skupaj začel. Jaz si predstavljam 30 let nazaj, to je 1994. To smo se liho osamosvojili, daleč od tega, da bi vedeli, kaj je točen gorsko kolesarstvo oziroma da bi sploh poznali downhill. Kako si ti zvedel za vse skupaj? Kako te je sploh prijel, da bo šel z bajkom na Jošta, iskal poti, se fural dol in v tem videl šport? Ja, mountain bike je bil relativno neznan, potem je pa Peter Virnik pripeljal ta prva kolesa Scott v Globus, je imel ta prvo prodajalno in mi smo po moje tam 91. leta s prijatelji vsak svoj kolo kupil, prvič smo šli na Jošta, smo rekli, to je to, gremo dol, vsi smo se zgubili, vsak je prišel na svojemu koncu dol, telefonov nismo imeli, vsak je šel pol po svoje dam, dober je bilo, tretj smo se pogovarjali. Pol je bilo pa 93. leta, smo šli pa na prvo dirko, ker jih je bilo zelo malo, to je bil Bertoncelj Sandi, bil z mano pa Gianni De Michelis, ampak to je na dim, ki sem pozabil, ko je človeku ime. V glavnem, in se nam je fajn zdel, pa smo pa začeli v bistvu razmišljati, da bi mi tudi dirko naredili. Ok, prideva še do tja, ampak meni zdaj ta preskok od 91 do 93. Predstavljam si, neki frendi, nabavili ste pač bajke, začeli furati. Najprej mi moraš to povedati, kako sploh na Jošta, kako ste od vseh teh hribov, ki jih imamo okrog Kranja, rekli, tja gor gremo. Zakaj je Jošt dobil eno legitimno pravico, da je domicil za gorsko kolesarstvo v Kranju? Ja, čisto zaradi tega, ker Šmarjetna je malo premalo, Jošt je pa malo dol, da se dol peleš, plus tega smo imeli pa iz Šmarjetne ene par neljubih dogodkov, ko so nas kmetje malo preganjali, ko smo se pač vozili po peš poteh. Še to mi razloži, kako je izgledal leta 91, ko si mimo enega kmeta priletel z novim skotom, ni mu bilo jasno niti, kaj zdaj ta človek sploh dela na kolesu, če ima dol cesto. Kako je bilo nekako tlakovati to pot gorskega kolesarstva v ta pravi regiji, v lokalnem okolju? Ja, nič drugače kot zdaj. Paziti moraš, da vile ne dobiš v hrbet, drugače pa ogromen enih grdih besed. Ok, mi je jasen, ampak vseeno, kako se izogneš tem grdim besedam, kako greš pol naslednjič spet mimo, a so se stvari spreminjale, a so pol čez leta mogoče ti ljudje ugotovili, da to, kar vi počnete, bo šport, da to ni neka delikventna dejavnost, ampak v bistvu vi se športate. Nič ni bilo dosti drugače, mi smo se sami izognili tistem, ki imajo vile v roki. Ja, pa tistem trasam, ki so šle pač čez take kmetije oziroma ki so bili lastniki taki, ki so bili fez hudi, pa smo se pa pač izognili.
Kasneje mislim, da bomo videli, kar se opreme tiče, ok, bike so fantje nabavili, kolo je nekako očitno, to se pravi, v Scottovi prodajalni v Globusu nekdo imel, tako da smo na res pravem kraju zločina. Kaj pa vse ostalo? Ščitniki, čelada, želve, vse te stvari, ki jih kolesar rab? Ja, tega takrat ni bilo, a ne. Pol smo se pa pač znajdeli po svoje. To je prišlo v poštev hokejske banščine, ščitniki za nogomet, čelade so bile stiroporaste, to se je enkrat padlo, pa se je razpadla na par delov, pa smo jih pa keširali. To je ta lutkarski sistem, ki se časopisen papir lep z lesenim limam na čelado in tista čelada je ene trikrat se jo zlomil, pa smo ga pa novo kupili. Ok, se mi je zdelo, da je nekaj takega glede opreme. Zdaj gremo pa na dirko. To se pravi, ste šli prvič furat. Kako ste sploh zvedeli, da obstaja ena dirka? Od kje dobiš to informacijo, kako se pripraviš? Ne vem točno, kako smo zasledili, ampak dirka je bila, vem, da je bila v Idriji, zelo dolga, naporna. Itak smo se vsi rasuli, mislim mi trije, ampak vseeno nam je bilo to všeč. Pa smo pa začeli slediti prek kolesarske zveze, to so bile na začetku po moje 2 dirke na let, pa postopno 3, do pol, ko smo začeli, pa sem jaz tudi slovenski pokal ustanovil 95. V čem so bile te dirke drugačne, kot so danes? Kaj si predstavljam, da ni bilo tako še organizirano, niste imeli prav trase postavljene, oziroma je bilo mogoče malo improvizacijska pot sama? Ja, to ni bilo nobenih objektov, to je bila klasična peš pot. Ogromno je bilo delov tudi na gor za pogon, ki so potem s časoma pač določili, da je to samo 5% lahko vzpona. Včasih je bilo to ful več, tako da je bilo v Idriji dejansko je bila proga dolga 12 minut. Se kaj spomniš, kako se je končala tekma, kjer si bil? Ja, po moje sem se razsul. Kar pomeni did not finish. Ja. Okay. Ampak vseeno je bil pa to en zagon za naprej. Pač nekako ste začeli, ne morem reči tedna v teden, ker ni bilo toliko dirk, ampak pač iskati vse dirke, pa se je pa počasi pojavila ideja, kot če bi mi ta folk pripeljali na Jošta. Točno tako. Mi smo na Joštu ocenili, da nekako ustreza proga z Jošta in pol smo 94. leta resno v tem začeli razmišljati. Na sestanku sem jaz idejo predstavil, fantje so bili za, pa nismo mogli dirke narediti tako, kot en gruča enih fantov, pa smo mogli pa klub narediti, da smo se sploh jih lahko prijavili na razpis. Tako da zdaj vemo, to se pravi, klub v Kranju je nastal samo zaradi tega, ker so fantje hoteli imeti dirko. Meni je to vseeno ena zelo hvaležna stvar za to, da smo sploh dobili pač klub v Kranju. Hkrati mi je pa zanimivo, kako si Sergio, ti in celotna banda, ki ste bili majčken bolj po moje free glede tega, kako dojemate vse skupaj, odprli TRR, začeli z birokracijo, s prijavami. A je bil to en poseben izziv, ustanoviti klub? V bistvu ne. Takrat je bilo 10 podpisnih članov, vsi rabo pa statut smo prekopirali od smučarskega kluba, svoje podatke smo not nametali, čeprav nas je una gospa na občini šetala pol leta, sem pa tisti je bil že sprejet statut, ampak naš pa ni bil dober. Pa pol popravil to, ampak ne da bo se naenkrat popravili to, ki je prišla ona do enega zapleta, tole morate popraviti, pa naprej listala. Mi smo to popravili, pa ona, no zdaj pa še tole, pa to pol leta trajalo, na koncu nam je pa ratalo. In leta 95 je bila prva dirka na Joštu. Ja. Dirka za slovenski pokal. Tako. To je bila prva od 11 dirk, oziroma 11 let zapored so te dirke laufale, hkrati je bila pa, koliko je bilo teh dirk v sezoni? To vse sem rekel, od začetka je bilo zelo malo. Potem smo pa, v bistvu jaz sem že pred prvo dirko na Joštu, smo se dobili še z enim 2 fantom, meni je Dixi iz Koroške, pa še en sodnik, sem ga tudi pozabil, tlele na Laborah, v Gostilani smo začeli istočasno idejo, da bi še slovenski pokal ustanovili. In potem sem pa jaz hodil tudi malo po Sloveniji, pa smo somišljeniki trasirali poti,
Oni niso točno vedeli, kako bi proga izgledala, pa smo pol po terenu malo trasirali in to je bilo to, tako da na koncu je bilo to tudi ene 6-7 dirk. S tem, da smo pa tudi hodili v Avstrijo in smo se pol kar sami odločili, da smo kakšno bližnjo tekmo v Avstriji kar za slovenski pokal, brez njihove vednosti, seveda, mi smo jo kar vključili v slovenski pokal. Ok, Gosposvetsko polje se je malo predstavilo. Povej mi leta 1995, koliko je bilo ljudi na štartu, kako je to izgledalo, ta prva dirka, kako se jo zdaj spomniš? Najbrž je bilo enega stresa, kako bo sploh z vaše strani, ampak pa tudi veselje, ki si videl. Absolutno, vsaka stvar, ki jo počneš prvič, je dosti stresna, ogromno enih stvari za sabo potegne ena dirka, tudi z Jošta, moraš imeti zmenjeno vse, od zdravstvene službe, z občino, z upravno enoto, dovoljenja, policaji, to je bilo par sestankov, sem imel s temi ljudmi pred dirko. Od začetka je to kar naporno, pa to skozi leta to se vlaufa in gre kot po tekočem traku. Kdaj je Žiga prišel zraven k celotni zgodbi? Ja, Žiga je bil že kot mlad, je bil redar, je bil parkrat redar na dirki, pol je pa, a ti točno veš, ene 18 let bil star po moje, a si bil še mlajši. Aha. No, Žiga, kako si ti prišel do dirke oziroma kako si sploh prvič prišel do tega, da si imel ta stik z temi fanti iz mountain bike kluba? V bistvu en moj, bom rekel, sovaščan iz Preddvora je nekoga poznal, mislim, da je bil to fant od njegove mati, levo, desno, kakorkoli, in midva so bila itak, s temu prijateljem oba dva navdušena na temu, tako da je pa on imel neko vezo s temi fanti, rabili so redarje, a gresta, greva. In tako se začne neko navdušenje nad dirko. Najbrž si prvič pač gledal, kaj vse te fantje počnejo, pa že razmišljal, da naslednji bi bil pa tudi jaz tam gor na štartu. Dirko sem prvič gledal, bil sem pa siguren že prej navdušen nad vso to, bom rekel, kolesarsko sceno. Jaz vas moram vprašati, je kdo med vami bil na tej prvi dirki ali pa na kjerikoli od teh 11 dirk na Joštu? Aha, je kar ene par rok v zraku. A se kdo spomne mogoče te prve dirke? Aha, ok. Pa mislim, da te lahko vprašamo, kar se tiče mnenja, mečkem bomo mikrofon si sposodili, kako se ti spomneš te prve dirke in celotnega zanosa organizacije? Bolj malo pustimo. No, ko se je delalo, ne. Veliko stvari začetka ne veš, ne zorganiziraš prav, velike improvizacije. Ene trikrat sem svoj osebni rekord utekel na Jošta postavil, ko smo kaj pozabili gor. Če ne bilo pa zabaven, prej vmes pa palno. Ni bilo hudega. Kaj pa, kar se tiče tega, kako prav Sergio glede opreme, pa če zdaj primerjaš 30 let kasneje, meni se zdi, da je to moglo izgledati precej indijansko, glede tega, kaj ste imeli sploh na voljo. Ja, vse vrste štrikcev, selotej, pa da se je oprema držala tudi človeka, tako da je bilo kar heca, nuno kaširanje, bil večkrat priča, tako da bilo pa zabavno. Takrat je bilo meni bolj podoben eni, kaj pa vem, surferski sceni, to smo bili vsi prijatelji, to ni bila konkurenca, to se je en razlomil, drug je kolo polomil, mu je ta kolo posodil, mislim, tudi če nista bila z istega kluba, no, mislim, drugače je bilo. Se mi zdi, da je v bistvu to, hvala, evo, za mnenje smo potrdili, res je bilo tako, se mi zdi, da je nekaj posebenega vsem znotraj te kulture mountain bikerjev, da tako, kakor pravimo, ne gre toliko za tekmovalnost, ni to zdaj fuzbal, pa pač padel sem na tla, udaril si me, penal, ampak dejansko drugmu si pomagate, je ena velika družina, tudi na tekmovanjih, po moje, to pride do izraza. Ja, v tistih časih je bilo to sigurno tako, nekdo je nekaj izbil, recimo menjalnik, to smo vsi pogledali po boršah, najdeli smo 2 zbita menjalnika, smo hit enega sestavili, sploh ni važno, za koga je šlo, a je bil iz našega kluba, iz drugega kluba, to smo bili, cela Slovenija, smo bili okoli enega ognja, brez kančka, kakšne konkurence, tako da prav mogli se nekaj tepsti, to nam posodil, da mi je boljši. Skozi se je šlo za to, da bo vsi dirkali. To je zanimivo, zato hočem to nekako izpostaviti, ker iz tega je tudi prišlo klub, iz tega so se razvili klubski prostori, iz tega je pravzaprav to, kar zdaj govorimo, nekako zrasli, iz nekega tovarištva, druženja.
iz preseganja sam tekmovalnosti. Ker konec koncev o tekmovalni ekipi bomo na koncu govorimo zdaj, v zadnjih letih. Predtem v bistvu je bilo vse znotraj mountain bike kluba na neki entuzijastični ravni. Ja, čist, to ni bilo nič, nobenega profesionalizma, čisti entuziazem. Mislim, zavedali smo se pa tudi, da v bistvu nismo, ne vem, kako, tudi če bi v Sloveniji ta prvi, smo bili v Evropi še zmer, ne vem, zelo slabi, no. Zato, ker tudi opreme nismo imeli za primerjavo. Jaz sem, ne vem, sploh katerega leta sem šel na Evropsko prvenstvo, sem bil poslan kot reprezentant, pa to je bilo res 280 tekmovalcev na štartu, pa pol ne moreš se hvaliti, da si bil 84, a ne. Ampak opremo smo imeli pa, ne vem, kap se spomnjam dol vozil proti ostalem, ostali so imeli že res na kolesa. V bistvu zbrali smo par fotografij, tako da bomo kak šli čez različna obdobja in tole je zdaj prva dekada, tole je zdaj prvo desetletje, tako da mečkam se lahko takole zasukate nazaj, pa mi poveš, kaj vidimo. Tole domnevam, da z dirke z Jošta. Tole so štartne korenine, to je iz Koče na Joštu, kuj štart, tle se zavije levo na pot proti Taborniški strmini, ampak tale fant je že zelo dober napravljen. Sem li hotel reči, ta nima kaširane čelade, domnevam. Kako ste izbrali štartno točko? Kako ste vedeli, tole bo štart? Ja, z vrha do podna, a ne. Ok, toliko simpel je. Ja. Gremo na naslednjo fotografijo. Tole je še zmer kar dobro opremljen fant. Ja, to je po moje že kar, to ni ta prva dirka, to je pol že, ne vem, 5., 6. recimo. Gledam to, da ima Juventus odres tamle levo, Juventus je bil tam nekje 2000 močen, tako da Ja. pred tem dvomam. Ja, no recimo. Tako da, evo, ampak to ni, ko bomo prišli na Sergiovo korenino, mi boš povedal. Ja. Ok. Aha, tole je pa? Tole je pa, to smo se pa zbrali po dirki po Kranju, to je pa v sklopu tedna mladih Uroš Naglič organiziral, v bistvu je zelo dobro organiziral, mi smo mu pomagali sam z nasveti, ampak vrhunski dogodek. A je kle kdo na fotografiji, ki se prepozna, poleg gostov? A je kdo na fotografiji? Ne, da se skrivajo. Ok. Bomo še prišli do tja? Tole je pa v bistvu niso bile dirke samo z Jošta, ampak dejansko se je v sklopu tedna mladih dirkal tudi v mestu. Ja, to je bil po moje ne dvakrat je bilo, a ne? Vsaj dvakrat, trikrat, a ne? Ampak zelo zanimiva scena. Štart je bil z globusa, z vrha globusa, pa čez cel mest, par objektov je bilo, en skok pri gostilni Matjaž, pa pol tam pri Prešernu je par gum, tako da je bilo malo težavno, pa pol na Plečnikove štenge dol, pa cilj je bil pa pri Zlati ribi, tako. Dober spomin. Ja. Majč, si ti kdaj vozil to? Ne, ok. Ja, glede na oblačila smo še zmer tam nekje po 2000. Absolutno. Aha. Aha. The best, ampak dejansko, kako se je sploh, mogoče lahko tukaj tudi še vključimo občinstvo, kako se je sploh rodila ideja, da je do tega prišlo? Ja, ne vem, mogoče je imel Uroš Muhca kakšno idejo, ko so debatirali z ostalimi bajkerji pri Srečotu ali pa kje druge pozno v noč. V glavnem pač, on je bil tudi srcem zraven, pa še kdo drug in bil tudi pri klubu študentov, ko smo se to šli in je padla ideja, dajmo in smo tukaj pač za vse, ki ste malo mlajši, ne veste, da je bila na vrh globusa parkirna hiša v centru Kranja in da si gor prišel po 2 ali 3 rampah, in to je bil v bistvu štart, pa pol naprej. Toliko. Hvala. Zdi se mi zanimivo to, ker je to bilo v nekem obdobju, ko smo bili vsi rahlo amerikanizirani. Vsi smo, to se pravi po 90-mu, se osamosvojili, začeli gledati Jackasse, razne stvari na MTV-ju in dobili ideje potem urbanih športih, ki so k nam prišli. Jaz mislim, da vsem gorskega kolesarstva nekako razvidega do teh začetka 90-ih niti ni bilo. Tako da ste bili res eni pionirji, ki ste, mislim,
Če se spomnim svojega otroštva, ko sem prvič videl folk, ki se tako levo čez mest, si nisem mislil, da ste vsi čist glih, ne? Ekola, tlele se zdaj vrnemo na tole fotko, tole je pa podelitev z Jošta. Tako. S tem, da na Joštu moramo še eno stvar izpostaviti. Fantje ne samo, da so naredili 11 dirk na Joštu, ampak so razmišljali o tem, kako bi lahko te dirke uporabljali tudi za nekaj dobrodelnega. In meni se zdi to ful pomembna stvar, da ste v bistvu vsak let ves zbran denar namenili nekomu. A je to šlo zdaj za 700 jurjev za kranjsko porodnišnico ali karkoli, ali je bila vedno porodnišnica? Vedno je bila porodnišnica. Ok, kako to in kako to, da ste se odločili za humanitarnost, pa da ste zbrali porodnišnico? Ja, to se je začelo s prihodom Gorazda Copka, takrat smo ga izvolili za predsednika kluba. On je bil malo bolj model, a ne? Se je pri Lionsih tudi uvlačil in je prišel z zelo dobro idejo, a ne? Kva če bi mi nekaj to dobrodelno, ki je bil pač tam navajen to, a ne? In prav, daj, kva če bi mi nekaj denarja nekam donirali. Pa smo razmišljali, kam, prav, kva če po porodnišnico. Ok, super ideja. Pa se je pa tudi en slogan pojavil, a ne, kao, spustimo se za naše malčke, je bilo na vsakem plakatu, vsak let in pa smo pa, Gorazd je ogromno denarja takrat tudi pripeljal, pa smo donirali pol, z veseljem. Pa je dober občutek, ko pa na koncu vidiš en ček z neko cifro, ki niti ni majhna, ki jo ti s svojim trudom lahko doniraš nekomu. Ja, ne, super, odlično, pa smo tudi bili povabljeni v porodnišnico, pa so se nam zahvaljevali, pa pol neki članki po Gorenjskem glasu, pa tako, dober. Ok, bravo. Mogoče še prijem, zdaj gremo pa nazaj na dirko na Jošta. To je tudi prva dekada, mislim, vse je itak trajalo do leta 2005. V čem je mogoče dirka rasla iz leta v leto? Ja, no, v bistvu skozi več tekmovalcev je bilo, prihajali so tudi s tujine, posledično tudi zaradi tega, ker smo pol dirko prijavljali tudi v najnižji rang UCI tekmovanj, tako da smo privabili tudi tujce, recimo, da je ene 7 držav dirkali pol na koncu. In največ folka je bilo, toliko da poveva številko, približno katerega leta? Ker meni je to pač vse noro slišati, da je bilo toliko tisoč ljudi tam. To je bilo po moje v 2099, ta prva UCI dirka je, recimo, da je bilo ene 90 tekmovalcev v vseh kategorijah. Skupno pa gledalcev? Ja, zdaj to ne morem jaz točen reči, ampak po časopisih, ki so navedli, med 3500 pa 4000 gledalcev. Ok, lahko si predstavljamo 3 do 4 tisoč gledalcev na Joštu, kar lepa številka. Tlele nekih par ljudi prepoznam. Tole je v bistvu ekipa kranjska? Ne, to smo sami iz različnih kategorij. Stane je bil, po moje, je Forfan vozil, Cuzner Andrej je bil tle še mladinec, Igor Potočnik je bil, po moje, že veteran, jaz sem pa elit vozil. Super. Aha, pa smo že na črno-belih. No, tlele pa mislim, da lahko malo opremo komentiramo. Tle pa lahko vidite tisto, ki sem rekel, ja. To se pravi, kaj, ščitniki iz fuzbala? Ne. Stegna, hokej? Ne. Zgoren del je siguren so plastroni od hokeja. Čelada je una stiroporasta, ki sem jo omenil, teli ščitniki pa za kolen pa ne vem, kje sem jih stavil. Kako si predstavljam zdaj unga kmeta od zadnji zvilan, ki je malo šokiran na tem, kar lihkar vidi. Ok, tole je pa tudi črno-bela, mislim, da gremo tudi glede na slog oblačenja v 90-ta. Ja, to smo pa cilj postavljali, ki je pa čisto od spodaj na Joštu, tam, ki zdaj, ki se klanc začne na Jošta, če desno pogledate, je ta travank, a ne? In tle smo cilj naredili, cesta gre pa tamle z leve, če bi pogledali, da si lažje predstavljate, a ne? In tole je že zmagovalec? Ja, to je pa Felc Boštjan iz Idrije, pa na 3. mestu je Gantar Jure, tudi to je ta prav pionir, pa še Kušar Boštjan, one dva sta bila takrat najstarejša, tamle je pokojni žal Bizjak Matevž iz Nove Gorice,
tle na levo sem pa jaz. Aha, dejansko vojska je bila tudi zraven, kar se tiče same organizacije. Ja, tudi takrat je bilo to še možno, so nam šli zelo na roke, da smo imeli šatl, to je prevoz na štart, in takrat je vojska še pomagala, pa ne vem, to se pravi ne 2002, 2003, pa ko sem prišel spet prosit, so me pa samo odžagali, dost. Dost je bilo šatlanja z vojsko. Ampak domnevam, da tudi tekmovalcem iz tujine, kaj takole prišel en vojaški tovornjak po njih, jim je bilo zabavno. Oni so bili veseli, samo da jih je en gor pelal. Aha, evo, tukaj imamo zdaj ta članek iz Glasa. Takole je to zapravo to zgledali, 10. ste se spustili za malčke. Zelo stvar, ki jo je treba izpostaviti. Tukaj imamo pa še eno sliko, to bo pa tudi že iz zadnjih let dirke na Jošt. No, prej si me upomnil, no, to je moja korenina. Stvar je bila v tem, tam med dvem drevesem je bila peš pot že narejena. V bistvu lastnik tega zemljišča mi je strogo zabičal, da prvo sem ga mogel prepričati, da sploh pot gre. Pot je bila že čisto zarašena, mi smo jo hitro mavsala, ne. Evo, pot je, imamo, in pol mi je strogo zabičal, da ne smemo iz poti, 10 centimetrov ne smete iz poti. Ok, in jaz sem to za zdravo, za gotovo vzel. In vsi fantje so hoteli, da bi šli levo okoli drevesa. Jaz sem rekel, ne, tlele sem obljubil, tlele sem opeljal. In tako je nastala Sergijeva korenina. Ja, pa so fantje to začeli uporabljati. Drugače dejansko, če je bilo mokro, je bilo tole dosti zahtevano za tiste cajte speljati. Tukaj poševna korenina in če si narobe preletel tleh, je ogroman padal tudi. Ok, mogoče lahko zdaj še Žiga, mečken že vključiva spet v pogovor. Žiga, kako si ti tole Sergijevo korenino prvič prevozil, smel kaj strahospoštovanja? A se kaj spomniš svojih dirk? A si sploh dirkal na Joštu? Ne, jaz na Joštu nisem dirkal. Progo poznam, ampak ne, to je bilo prezgodaj. Kako pa Sergijevo korenino zdaj vidiš, a ko se spustiš, si kaj bolj jezen na njo, kaj bolj pritisneš tam? V bistvu je ne vidim. Zdaj se ne vidi. Kako? Zaraz. Aha. Aha, odločili sta 200 tinki. Tukaj imamo pa zdaj spet en članek z zelo pomenljivo fotografijo. Izvoli. Tole sam da omenim, to je pa Zuji. Borut Zupan. Se je vlegel takole za cajtange. Domnevam, da ne nalašč. Ja, dobro, če se nalaš, bi bil malo čuden. Ne? Še ena fotka, tudi z dirke. To je štartne korenine še kar. To je pa ta 3 ure pa pol počas že, ne? Ja, dobro, to je sam, v bistvu to je pač, tle zgleda, da smo že zaključili s podelitvijo, ko ima Šumba že medaljo, pa ta je tudi gume dobil nagrado. To je po dogodku, ko se je vse zaključilo, pa žurka. The best, ok. Naslednja, ta je tudi v bistvu iz tekmovanja, z dirke. Ja. Tole je pa že iz koncerta. Ja, to smo pa v petkah, ne, oziroma a smo v soboto delali. V petkah smo delali na Kiselsteinu, smo imeli vedno en koncert, ker to je naš klubski band. To je drugače Riko in Piloti, zdaj so pa Killer Face naš klubski band. The best. Ja. Evo, in prišli smo v bistvu do konca fotke za to prvo dekado. Lahko mi mečkam poveš še o tem, kaj je spodbudil zaključek dirke. Zakaj je leta 2005 dirka na Joštu bila organizirana zadnjič? Ja, to je pa zdaj iz dveh razlogov. Mislim, res je bilo vse narejeno iz entuziazma, potem so se pa časi začeli malo zaostrovati, se pravi, z tega vidika približno 70 ljudi je potrebnih za organizacijo take dirke in potem v bistvu so te vsi ljudje delali za majico, pa za vrečko, ki je bila pišuka not, pa 2 sendviča, pa 2 vode, a ne, klubska majica, pa to z leti vsak nekaj pričakuje. Druga stvar, ki je bila pa mogoče še malo bolj pomembna, je pa, da v bistvu sama proga ni več ustrezala sodobnemu trendu DH-ja.
In kle zdaj pridemo do teh prelomnih obdobij okrog leta 2005 do 2007, ko se je počasi začela rojevati ideja o tem, da bi na Joštu zrasla proga, ki bi bila moderna, ki bi ustrezala vsem tem standardom in ki bi omogočila tudi razne tečaje oziroma šole. Najprej bomo šli k klubskemu prostoru. To se pravi, če je prva dekada, prvih 10 let bilo namenjen predvsem temu, da so fantje naredili dirko na Joštu in da so zaradi tega tudi ustanovili klub, je bila druga dekada predvsem posvečena neki bazi, kar pomeni klubskim prostorom, in pa ureditvi prog na Joštu. Kar se klubskih prostorov tiče, veliko je bilo lokalov v Kranju, kjer sem vas imel dost, ali zakaj je prišlo do klubskega prostora? Ja, dejansko smo se mi dobivali po različnih lokalih, a ne. Sestanke smo imeli vedno v četrtkih, zaradi tega, ker v petek, če je bila dirka v nedeljo, smo mi v petek že šli na prve treninge, a ne. In je bil sestanek vedno v četrtek, pa začeli smo v Majerju, pa smo bili v Evropi, pa smo bili v pizzeriji Romano, na koncu pa v Downtownu. Vsak večer? Ja, ne, v četrtkih. Ampak to je dejansko prišlo cirka 50 ljudi. V pizzeriji Romano nam je dal ta zgoren štuk, pa je bilo v bistvu ful. Dost, v tistem obdobju smo imeli od 15 do 17 tekmovalcev. Kako ste pa klubske prostore dobili? Po moje, da je pa to glih Katja nekaj omenila, da si ta prostor, tlek smo zdaj, kaj je to bivši... The Club? Ja, to je bilo... En kapenih imen je bil ta. Ampak na zadnji je fon naredil dol, pol pa tis propadal. In smo šli mi pogledati in okej, daj, kva, bomo mi to zmagali. Plec je bil čist razsut, no, tako da katastrofa. To je 7 kamionov gasilskih smo svinarije ven odpeljali, da smo pol sploh začeli zidati. Mislim, adaptirati. Kdaj je Majč prišel v to zgodbo? Je bil že na začetku pri renovaciji zraven? Tudi ne. Si dejansko šele potem, ko so bili prostori že urejeni, tako kot se spodob, dajte fantje to zrihtati, pa jaz pridem. Najboljš. Kar se klubskih prostorov tiče, mi je bilo še to zanimivo, da ste v bistvu noter imeli tudi priložnost nekam opremo spraviti. A je bil to tudi prostor, kjer ste lahko kaj shranjevali ali dejansko ne? Ja, seveda smo mi vse probali shraniti noter, dokler nam niso pol enkrat ulomili. Pa so nam recimo, ko imamo servis dol, je po moje ene 3 kolesa so bile od strank, pa ene 2 naša so ukradali, en je bil čist nov, en je bil pa malo rabljen. Kako se je pa začela razvijati proga na Joštu? Kdaj ste vi pogruntali, da ta proga na Joštu ne bo zadoščala? Da prvih 10 let ste se vi lahko dol dričali, da je lahko bila dirka, ampak da če hočeš tam imeti en poligon, kjer boš imel tudi šolo, da rabaš nekaj novega? V bistvu v šoli niti nismo toliko razmišljali. Takrat stvar je bila taka, če se hotel s kolesom voziti, ne glede kam kol šel, a je to kakšen park, whatever, ti šel cel dan. Pogojeno je bilo pa tudi s tem, da sem šel jaz 2005, sem šel tudi, takrat je bila septembra zadnja dirka, sem bil jaz v avgustu en mesec v Whistlerju. V bistvu sem takrat prvič videl, zakaj v mountainbikingu sploh gre, in takrat mi zelo všeč ratal ta v bistvu freeride slog, bolj kot samo dirkanje. Dejansko se ti je ta Whistler poznal, to se pravi, da si prišel ti nazaj z nekimi idejami, s tem, kako ne izgleda. Čak, Whistler je Kanada ali ZDA? Kanada, ne? Da si ti prišel s temi idejami, kako v bistvu v Severni Ameriki, kjer je to bil najbrž za poletje že del smučišč, ker mislim, da pri nas smo kakšnih 10 let nazaj pogruntali, da bi lahko hribi smučišča... Realno smo mi 30 let za cajtama, ne. To je... Kar je super za klub, ker je 30 let, ko da smo začeli. Whistler je meka mountainbikinga, se pravi, na potovanju 33 dni je trajal, sem jaz naredil 24 dni, sem se s kolesom vozil, ostalo se ne moraš počivati, ker to so utrujen. In v tistem cajtu, ko ti počivaš, sem se jaz v bistvu na kontrahrib posedel, pa sem gledal, kako so oni to vse pameten teren izrabili, pa kako je lepoto, pa mislim, perfektno, tis je poezija. Vsakmu bi prvošel, da si gre to enkrat pogledati.
In pol je v bistvu trasiranje na Joštu potekalo, mislim, da v 3 fazah. Kako ste razmišljali o tem, da zdaj Jošt, en hrib, kjer ste se vsak prosto po Prešernu dol dričali, spremenite v slovenski Vislar? Prej sem pozabil reči, da ideja je bila zato, da bi naredili nekaj takega, da bi ti lahko v 2 urah, da imaš nekaj pred nosom, a ne, praktično. To se pravi, da v Kranju greš na kolo, pa v 2 urah narediš en trening in si naredil. Ne tako, da moraš iti na kolo za cel dan, a ne. Vsi smo imeli skozi manj cajta in je taka ideja prišla, plus tega je pa, da so bili čim bolj freeride elementi vključeni v progo, ne zdaj, da je neko dirkanje, ampak da je poudarek na zabavi. Zdaj gremo lahko še malo tele fotke pogledati, da vidimo, če je kaj tazga, kar nas bo asociiralo, pa Žiga, jaz kar predajem mikrofon tebi, verjamem, da lahko tudi ti, ga imate lahko oba dva, evo. Kaj gledamo? Ja, borovničke. Pa Aljošo, kaj skočil. Ja. To je pol pripeljalo do tega, da so fantje takole skakali, to je v bistvu ni tako enostaven, a ne, to je moraš kar znati, pa to je, vidite, da je to kar nekaj višine, to je, a ne, če bi z te višine padel, je kar, a ne. To se pa pač šejpa vstop v skok, a ne, tamle, ko so table, tamle se vidi skok, tle se pa sam priprava dela, ker tle kar dosti hitro moraš prijeti, da te pol dobro vrže. To je pač, to smo delali, tamle gor je landing, čist na vrhu se vidi, tle smo pa naprej pot delali, tle so že hlodi prštimani za bando, a ne, takole se je to delalo. Ne, kar ta išče. Isto to je, to se je. No, pol je šlo pa to toliko daleč, da z leti smo težili skozi za večjimi skoki, pa rabiš tudi vse večje stvari, se pravi, bande morajo biti večje, za sabo to pol potegne toliko enega lopatenja, da je praktično nemogoče. Samo v enem skoku recimo je 70 kubikov materijala, kar je, če bi to na roke delali, bi mogli celo Slovenijo povabiti, pa moraš počasi z bagarjem, a ne, da ti olajša delo, nimaš druge. Ja? Ja, tukaj sem pa bil že. Spomnim se zelo dobro. Roke so ga bolele. Od lopatanja. To je Gulja, a ne? Ja. Ja. To je v bistvu Jeglič Nejc. On je tudi, oni so iz Križ, oni so naredili zelo lep dogodek v divjini, to je med Sničnim pa med Križem. Ful dober dogodek, Red Bull, ampak oni so bili BMX-erji. Pa smo se pol malo povezali, mi smo jim pomagali čevapčiče peči, oni so pa pol k nam prišli, mislim, v bistvu smo jih mi navdušili za gorsko kolo, tole DH kolo, in so z BMX-a fantje prišli, pa so pa takole skakali, mi smo jih pa čuka zgledali. Pa jaz mislim, da je on eden izmed teh, ki je tudi oblikoval traso. A je to ta Jeglič, ki je eden izmed oblikovalcev v teh 3 fazah? Ja, Jeglič je v bistvu ta druga faza. Ta prva faza je bil Kozel Grega, smo naredili Trilči line. Trilči se reče zaradi tega, ker je lastnik en zelo fejst gospod Trilar Marko iz Tržišča, intelektualc, težek, je v bistvu nam dovolil, da lahko na njegovi zemlji naredimo trail, plus tega je pa zrihtal še neka dovoljenja od nekih lastnikov, ki niso v Sloveniji, ampak so v Argentini, in je on prek mailov vse zrihtal, da smo mi to lahko naredili. Ta prva linija je bila, se pravi, Trilčina line Kozel Grega, je bil dizajner, v drugem segmentu je pa Jeglič, pa Grega, kako se že piše? Blažič. Balažič. Okay. Ja. Sta pa one dva v bistvu naredila res krasen trail, ki se pa reče Argentina, ker je bil pač na
tej zemlji, ki so Argentinci dali dovoljenje. Tretja faza ima tudi kakšno ime trail, zdaj, ko imamo to se pravi trilči trail, argentinski trail, kaj pa v tretji fazi? V tretji fazi so bili pa cel naš podmladek že, s tem, da je kakšen prišlek tudi prišel, to je bil Erik Kralj, je bil prišlek, ostali fantje so bili pa Čemažar Matija, Šolar Matic, to so pa vse iz naših vrst, Čemažar Matija, Kokal Matic, pa pol je bil še kva. Pa Jon Šolar, Ja, pa Jackie, pa tako naprej. ja, to so pa eni fanti tudi z BMX-a, pa so pol pomagali, so pa trilčija na nov reshapali, so pa na nov ga naredili. To je pa kozovc z dronom slikal. Tole je zdaj na koncu bilo, tole je zadnja šejpanga, to je bilo 2 let nazaj. A ne? To so klubski prostori, ja. No, to je Soljanovič Edis Suljo, ki je v bistvu zelo velik je v bistvu on naredil v klubskih prostorih, recimo 70% je bil on, jaz sem mu sam pomagal, on je malar vrhunski in je več ali manj on, kar je bilo treba ploščice zidati, malati, je vse on naredil, a ne. Pa ja, no takole je pa to izgledalo po 7 kamionih, ki smo ven odpeljali svinarije, s tem, da tamle gor na strehi je bila 2-metrska luknja, ki se je zdaj ne vidi več. No, takle. Ja, kdo je to Žiga? Ne vidim, kjer kolo je, no, Ja. če sem iskren. Če ne, Po moje, da je to un, ki je zdaj v Kanadi, kva je? ja, imaš prav, Jaka Hartmanov. Ja. To je en mladenič, ki je zdaj se preselil v Kanado, je recimo, da je na profesionalen voznik, ful dober, mislim, dela nore trike in on je bil zanimiv z tega vidika, ker je on je prišel s knjigico na Borovničke in on je mu not napisan, kjer trike bo ta dan delal. In dokler tega ni naredil, ni šel dan. Vmes se je doskrat tresul, ne, normalno, ampak ko je vse tisto, kar je mu on zacahnen, ko je to naredil, je šel pa domov. V bistvu zanimivo je, da je pol nekako iz tega, ker ste dobili poligon, začela pa rasti ta nova generacija. Ker domnevam, da to so vse fantje, ki jih v bistvu na začetku ni bilo, ki so po mojem, tako kot ti Žiga, prišli v tvojem nekem obdobju. Kako ste vi gledali na te starine, na te izkušene pionirje gorskega kolesarstva, kako ste pa počasi sami prevzemali to, kar klub dela? Mi smo jih videli, nam rekel, k bogove, ampak bili so nek vzor, a ne, zato ker smo vedeli že v zadje, kaj vse se je dogajalo in zaradi tega smo tudi mogoče, bom rekel, imeli nek respekt do vsega. A so imeli kaj tega odnosa do vas zaščitniškega, pač, a veš, koliko smo mi mogli dati enega truda, da smo se zmenili, da sploh lahko imamo te poligone, a ti veš, kakšno opremo smo mi najprej imeli. A je Sergio imel teh prvih par uvodnih stavkov vsakič, ko je spoznal nekega novega mladca, ki je prišel na Borovničke? Seveda, skozi so nas zajebavali, a ne, to, tle je bil ta prvi filter, ki si ga mogel dati čez. Recimo, koliko si mogel imeti trdo kožo, kva vse si slišal takoj? Res debela koža, res. Okay. Verjamemo, ki je pa tudi tak šport, ne? Se mi zdi, da vseeno je individualen šport, ki kar zahteva, da si malo manj upa, da pač znaš malo kakšno stvar tako povedati, da se malo znaš zbost. A je mogoče vseeno to ena taka klientela, kakorkoli je friendly, družinska, vsi ste med sabo povezani, ampak moraš imeti pa debelo kožo? Siguren, se pogledajte nas, smo posebni, siguren, da. A ne, ampak to ne pomeni, da je slabo, a ne. Deva ta posebni mogoče malo razčleniti. Kaj to pomeni? Posebni, no,
Pa lahko tako začneva, čist simpel. Lahko si ti pameten, ja, saj jaz vse vozim, jaz sem to tret, ampak pri tem športu moraš pač pokazati. Tle ni govorjenja. Tako da čist simpelno, jaz iz tega stališča to vidim, tako da... Kako si mogoče videl to, da so ta mladi, ki ste prišli v klub, kako ste med sabo tekmovali, kako ste se mogoče hoteli izpostaviti? A je prišla ta z novo generacijo tudi neka nova mentaliteta, ki ni bila toliko, mi smo vsi frendi, pa si med sabo menjamo menjalnike, ampak če se ti v pokvaru, si sam kriv. A je bilo kaj več tekmovalnosti, ki je prišlo z novo generacijo? Siguran, da je bilo, ampak še zmer, tudi danes pomagamo si med sabo. Še zmer ni, glede na to, kakšna klientela je, ja, vsi imajo ful huda kolesa, vse, ampak če si, bom rekel, kolesar, imaš verjetno tudi malo srca. Ok, verjamem. Zdaj tem pa to vprašal, ker bomo pol preverjali, če je res. A ste mogoče vi zdaj iz te nove generacije na naslednjo generacijo kolesarjev prenesli to znanje malo bolj v rokavičkah, bolj mehko? A ste bili tudi taki? Ne, mi smo zdaj to štartali malo drugače, saj veste, ko se je treba danes z otrokom obnašati. In bom rekel, da se mi zdi, no, da smo zelo lepo prenesli to na današnjo mladino, da smo jim nek vesele pokazali do športa, ne samo, da treninge čakajo, ampak da grejo sami tudi na kolo. To je neka ljubezen, ki smo jim jo ulili. Sam nekaj dodal. V bistvu smo to šolo štartali, jaz sem bil 30 let teniški trener, tekmovalno usmerjeno vse in smo tle rekli, da se bomo pa od zadaj štartali. To se pravi, nobene tekmovalnosti, zgolj zabava. Tudi nobenega prešarja na otroke. Če pač kdo noče, hoče počivati, pojdi počivati. Naučil sem sam te trenerje, da dva naenkrat ne smeta počivati. Se pravi, eden lahko počiva, pa moj pa dolg čas pa pride kuj nazaj, a ne. Čim sta dva, je že frka. A ne. Pa, ja, jaz bi tudi počival, ti už pol, ko se on spočil. V glavnem pa je on nazaj prišel, pa se pa temu ne gre več počivati. Všeč so mi te pedagoški prijemi izkušene generacije. Kako je pa sploh prišlo do te ideje res, da se šola zaštarta? Kako je mogoče ta izkušenejša generacija sprejela to idejo? A je to prišlo z vaših glav, mlajših? Ne. Kako se je sploh rodila ta ideja, da dobimo šolo, tečaje in tako naprej? Ne vem, po mojem, da Sergio ni mogel kakšno noč spati, da mu je nekaj vzad skozi klikal. Kaj mi lahko? Mi nekaj moramo, a ne. Se pravi, vsak let nek korak narediti. Sergio, se je to mogoče zgodilo zato, ker ste kakšni člani bili že toliko stari, da ste imeli že svoje otroke, ki bi tudi furali, pa bi se pri 10 letih v kakšen klub včlanili, pa imeli kakšen tečaj šolo? A je možen, da je to ta posledica enega odraščanja? Nisem hotel prej reči, ampak to, da ste dajali denar za porodnišnico, se mi je zdelo, da je del tega odraslosti, da ste počasi ratovali fotri. Zdaj, ko ste že bili konkretni fotri, ste pa razmišljali o tem, da bi imeli kakšno šolo oziroma tečaj za otroke. A imam napačne ideje? Pa v bistvu ne zaradi naših otrok. Res je, da smo postajali starši, a ne, skozi leta, ampak ne. Jaz sem tisto sceno tam videl in je bilo v bistvu, skozi smo težili za tem, da bi čim več ljudi lahko borovničke furali. Kakorkoli so te mladi hoteli težavnostno stopnjo dvigati, sem jo jaz skozi zaviral, a ne. Sem rekel, dajmo čim več omogočati, pa najbolj se to odraža s tem, da nisem dovolil, da imajo skoki kamele, to pomeni, da je luknja vmes. Jaz sem skozi govoril, da mora biti table, miza, a ne, tisti kanal skočil, se pa pelal čez, pa bo prvič skočil 1 meter, pa 2, pa 3, pa preskočil, a ne. In dejansko so bile borovničke so tako narejene, da nekdo, ki ima nek basic background kolesarjenja, če si 3 ure cajta vzame, lahko vse preskoči. Razen teh ta velike linije, ki so jo fantje zase naredili, ki imajo pa luknje vmes. Žiga, kako furati to novo generacijo, kako v bistvu vsak let lahko rečemo, da in število otrok, ki jih imate v klubu, raste in vedno bolj pač se razvijajo različni programi.
Koliko je teh otrok vsako leto? Ja, cifra se giblje vsak let med 60 do 80, se pravi, eni grejo, pridajo novi, se pravi, to se skozi obrača non-stop. Ok, pa lahko zdaj vprašam, koliko med vami vas trenira trenutno gorsko kolesarstvo? Aha, tukaj le imamo 2, super. A je tam le še kakšna roka? A tega pa ne? Ok, pa imamo 2. Povej v bistvu, na kakšen način ja res probate to neko ljubezen do gorskega kolesarstva vzbuditi nove generacije? Se ti zdi, da je drugače, tako kot si prej rekel, treba delati zdaj z mladimi, kot je bilo recimo z vami, ko ste prišli? Ne, zdaj so pač časi drugačni in tako je, tako kot so bili oni nam vzor, starejši, smo zdaj mi tudi vzor tej novi generaciji. Je pa ena razlika, ki se mi zdi, da ta nova generacija hoče tekmovati. A je res nekaj na tem? Se mi zdi, da in želja potem, da se bi tekmovalna ekipa naredila? Ne? En delček, oziroma tako je vsi bi, polka pa vidijo, kam pa s tacomuli, je pa stvar malo bolj drugačna, pa se jih veliko premisli. Jaz bi se spet malo mešal, v bistvu sama tekmovalnost pri teh otrocih danes ni toliko vidna. V bistvu smo kar ene par let dajali možnost, če bi se kdo od otrok hotel tekmovalno udejstvovati, pa moram reči, da je kar ene 3 leta ni bilo nobenega odziva. Pa po 3 letih smo pa pač naredili tekmovalno ekipo, zdaj kad imamo šele 2 leti. Pa lahko to kar preverimo klele v prvih vrstah. Jaz, če se ne motim, Jon je eden izmed tekmovalcev, ki tudi ne, ampak treniraš pa v klubu. Povej mi, a si ti kaj razmišljal o tem, da bi tekmoval, oziroma zakaj ti je mogoče, kakor pravijo fantje, fun, zabavno sam pelati? Ne toliko, tako, bolj za užitek pa tako. Dejansko ne pogrešaš tekem, ti ni nič žal, da ni tekem, da ne tekmujete? Ne to, da sam svoj cilj prekoračiš, je res dober občutek, ker tudi poplača vse pace, ki si jih kadarkoli imel. In dejansko ne rabiš nobenega premagati, zato da se dobro počutiš? Ne, tako, bi rekel, da je skoraj ekipni šport. Meni je to zanimivo, mogoče klepar vas, ker vas imam večino za gorske kolesarje, da ste ena posebna vrsta živali, ki v bistvu ne rabi nobenega premagati, da se dobro počutne. Ker Sergio izhaja iz še enega drugega športa, kjer dejansko ne moreš biti dober, oziroma se ne moreš dobro počutiti, če unga na drugi strani ne razlomaš, ampak pri gorskem kolesarstvu pa to ni lih primer. Kako si ti videl te starejše izkušene fante, ki so bližji nekaj časa na gorskem kolesu, ki so imeli že to znanje, ki si prvič prišel na borovničke? Ja, jaz sem bil tako zelo mehen, sem začel in sem mi bil vedno tako, ful cool mi bilo, da nekdo lahko nekaj naredi tako, da skoči čez nekaj. Bilo res dober občutek, ker si nekoga videl, kar res zna. A si kdaj si predstavljal, da so te fantje, tako kot zdaj Sergio prav, imeli polepljena kolena z nečim, z neko dilo, ki so jo nekje najdel, da ni bilo te opreme, da ni bilo niti gorskih koles? Ne, tako. Zdaj sem šele izvedel, ker sem bil na train stationu, ker je bila zabava. Kako so včasih to delali? No, vidiš, super. Hvala ti za tole mnenje, pa uspešno treniraj še naprej. Verjamem, da je neka nova generacija, ki v Kranju fajn raste. A še to te lahko vprašam, kako pa izgledala 50. obletnica kluba? Kaj boste čez 20 let naredili? Ja, verjete nekaj bolj modernega. Hvala ti, točno zato sem te hotel vprašati. Hvala, Jon, uspešno treniraj še naprej. Mi pa lahko še pogledamo še za zadnje obdobje fotografije, da vidimo, kam nas bo še peljalo, kar se zadnjega dela tiče. V bistvu zadnjih 10 let, kot smo rekli, je bilo predvsem v ospredju to, da se razvijajo šole. Tečaji so bili za različne strukture ljudi, ne samo za najmlajše, ampak meni je bilo všeč to, da ste imeli tečaje tudi za gospe in za izkušenejše gospode. Kako je do tega prišlo, do te ideje? Kar izvoli, Žiga. Ja, spet čist simpel, nekako se je pokazal povpraševanje. Pa smo parkrat speljali zadevo, ampak smo imeli pa en problem. Vmes, ko so bili tečaji z otroci, so bili tudi tečaji za, bom rekel, starejše in je bil hrib prepoln. Ok, tudi to se lahko zgodi. Koliko je najstarejši človek, ki je prišel na tečaj? Sem da vem, če ima še šanso. Tu so bili med 50 pa 60. 56. 56, ok, imamo še malo.
Tole pa zdaj v bistvu že lahko pogledamo, kar se Borovnic tiče, to se pravi dejansko takole izgledajo treningi. Ja, dostkrat se tudi trener pele za otrokom in mu do zadaj govori, ga malo koordinira, kako pa kva. In tako bom rekel, no, zmeraj, ko imaš ti enega za sabo, tudi pri otrocih se to dogaja, ti malo daje nek občutek, enega imam vzad, malo hitrejš moram. A ne? In s tem se tudi dela napredek. Pa hkrati tudi neka varnost. Za sabo imam nekoga, če se bom slučajno karkoli mi zgodil, me bo že pobral. Seveda. Tako delajo dobri trenerji, aha, tudi na Ja. skakalnici, ali kako je to? Na skakalnici. Jaz pa Nejc Velikanje, ki je full let treniral tudi, čist div je bil, ampak pač se je pol on prelevil v vaterpolo. Tudi to je koristna žival, pravijo, za vsako družino. Tole je pa v bistvu tudi Tle pa skakalnica? vidite, v bistvu, ja. Korajšen fant, ja. Ja, vidite, da je ena noga dol in to je kontrolirana zadeva čist. Wow. Kdaj v bistvu, a je kakšna faza, ne vem, pri teh letih se začne skakati? A je pri 10 letih šele boste šli na skakalnico, prej ne boste? Ni, Ne, ni nobenih ni. omejitev. Okay. Aha, takole pa izgleda piknik. Tako, evo. V bistvu malo je tudi cel lifestyle. Moramo reči, da gorsko kolesarstvo ima tudi svoj Ja, življenjski absolutno. slog in skladno z naravo, takole se je, tole je čist drugače, kot recimo nogometna reprezentanca je. Mislim, Zaradi tega, ker je šport drugačen. Ja, poglejte te face, a komu kaj manjka. Mislim, za jest imajo, furali so, zabavajo se med sabo, v naravi so, mislim, lahko še naštevam. V bistvu ja, za vse tiste, ki govorijo, da nova mularija, nova mladina, sam telefone imajo, pa sam doma so, ne pa ne. Evo, dokazi. Super, tudi s treninga, s tem, da To je je pa malo pa starejši trener človek. Grega, ki ga je pa zelo dobro prekril, no, se vidite. Tole je zelo dober, ja. Tudi zelo nevaren. Tamle sam nogo, pa razmak med nogo, pa med zemljo, poglejte, pa vam bo jasen, koliko je on na tleh. Evo, še mečkem bližji. In pa še ena taka skupinska fotka. Tole so trenerji. Tole je bilo pa v sklopu enega dogodka, ko smo delali neke evropske projekte, pa smo mogli nekaj narediti, pa smo pol še tole naredili, takole, eno fotko. To je pa zdaj tekmovalna ekipa. Kakor smo prej govorili, obstaja pa tudi tekmovalna ekipa, ampak samo v enduru, ne v downhillu. Koliko je vsega skupaj fantov? Ja, zdaj je v bistvu so 4 fantje, pa ena Punca, punca. ki pa je zelo hitra in Je prehiti hitra, marsikoga. super je. Evo jo, to je ona, še z bivšim kolesom. wow. To so najbrž slike z tekmovanj. Tako. Aha. In pa še, opala. Tole je pa šola. Tle sem bil pa še jaz mlad. Lepa. Pa 11. spet junij. piknik, dogodek, super, pa zaključna podelitev slovenskega pokala Enduro Downhill. Super. Jaz mislim, da lahko zdaj v bistvu še vprašamo tudi občinstvo, če ima še kakšno vprašanje. Malo sem vas poskušal vključevati, pa če ima kdo kakšno vprašanje, a smo kaj pozabili omeniti? Ok, jaz imam za vaju dva še ene par takih kratkih vprašanj, ki me zanima, če boste kaj imela zapovedati. Pa ti bom tudi takoj predal mikrofon. Najbolj nora dirka, ki se jo spomniš? Ja, in to z katerega vidika zdaj, a ko so bile uspešne, a ko so bile neuspešne? Pa ni, jaz nisem bil nekaj, jaz sem bil recimo vedno za nekaj za stopničkam, tako okoli, enkrat sem zmagal, ostalo sem bil drugi, tretji, četrti, ampak dejansko meni ni bilo pomembno zdaj, da bi bil dober, zaradi tega, ker sem videl, da je cela scena pri nam, da toliko nazadujemo proti ostalemu svetu,
Recimo jaz sem bil reprezentant smučarski in še danes pravim, da sem veliko boljši smučar, kot pa kolesar. Lej, tako te bom vprašal, Sergio, če si bil recimo zdaj na enem šanku zvečer po tekmi in do tebe pristopi ena mladenka in te vpraša, kaj pa si kaj dosegel v kolesarstvu, s čim se najraje pohvališ? To je ta vprašanje. Kaj odgovoriš? Odprt zlom leve roke, polomljena leva rama, ključnica desna, operirana kolen, ne 6-krat operiran, to je pa to. Mislim, da je to res pick-up line, ki ga rabiš, ja. Tvoja najbolj nora dirka, Žiga, a boš tudi seznam poškodb naštel? Ma jaz nimam kaj, sam ponavadi kakšno balanco odlomam, pa pol še ključnico zraven, pa kakšen reber, pa mislim, jaz imam bolj take, no. Komplete. Če že, da gre komplet. v šusu. Ok, ključen kos opreme. Kjer kos opreme vsakič preveriš oziroma mora biti res v nulo? Najprej kolo, to je prva stvar. A je kaj posebnega na kolesu? Kakšen del, ne vem, si full fan balans, keten, ne vem, Ja, zdaj sem zračnic? ratov fan balans, odkar se mi to zgodilo, da jo na 2 let menjam. Sergio, tvoja najbolj pomembna stvar na kolesu, najbolj ključen kos opreme? Ma ne, mislim, tudi otroke probamo učiti, ne moreš se voziti, čim na kolesu nekaj ni, to je lahko že majhen luft. V samem vzmetenju ali na kolesu se nehaš voziti, mislim, mene to osebno mi zelo moti. Če kolo ne dela, sploh nimaš še kaj na kolo. Se vsa stvar zaključi, ta prvi na servis, pa naprej. Če je pa kolo izpraven, pol lahko uživaš. Je pa absolutno čelada nujno potrebna in tudi pri ta mladih je zelo zdaj moderno, da imaš da smaček, da nimaš full face čelade, ampak so se tudi toliko že začeli lomiti, da jaz zagovarjam full face čelado, tudi če se gre sam malo tako pelati. Ok, downhill ali enduro? Jaz absolutno downhill. Tudi. Tudi downhill. Se mi je zdel. V bistvu e-bike, da ali ne? Ja, raven pred kratkim smo naredili en dober posel, smo za naše člane kluba, za 6 članov zrihtali 6 e-bajkov. V bistvu ja, e-bike. Zakaj? Je pa zato, ker z navadenim kolesom si ti naredil recimo 1000 višincev, pa se speljal dol, malo si bil utrujen, tudi dol nismo mogli dosti uživati. Z električnim kolesom pa lahko v istem času 3 vožnje na dol narediš, kar se mi pa zdi ful v redu. Se pravi, če ti 3-krat peleš en trail, si boš veliko več naučil, kot pa če so samo enkrat pelal. E-bike, ja, ne? Mislim, časi so taki, da siguran, ampak jaz tudi slučajem ne še. Lej ga, kako je ponosen. Te bom čez 10 let oziroma v 50. obletnici vprašal. Je, lahko si še prvoš. Še najtežji trik na kolesu, ki si ga kdaj naredil oziroma probal osvojiti, a si tudi kaj takole skakal, pa probal, ne vem, obrat za 360? Ja, to sem jaz vse naredil, zdaj sem malo zakrknil, drugač pa... Kjer trik ti je pa največ cajta vzel? Kjer ga si vizualiziral po Drugač noči? mi no-hander, če sem iskren, ker sem parkrat fajn v balanco ugriznil. Sergio, je pri tebi kakšen tak trik, ki izstopa? Sem pa čist prestar za trike. Mogoče pol vipa. Ok, in pa v bistvu ja, še zadnja stvar, kako si predstavljate, da bo izgledala obletnica, 50. obletnica Mountain Bike kluba? Kam bo šlo to naprej oziroma kako boste predali Jonu in pa preostalim, da bodo čez 20 let furali Mountain Bike klub? Kako vidite prihodnost tega kluba oziroma gorskega kolesarstva v Kranju? Zdaj ste super postavili, naredili ste temelje, zakaj moramo poskrbeti mi, vi, da bomo lahko imeli 50. 100. obletnico, tako naprej. Ja, jaz mislim, da tako, ki je on rekel, da bomo mogli ta stari stran stopati, pa bojo mogli mulci nekaj modernega. Mi za modern namo več, se bomo bolj za leseno pižamo priplavljali,
mulcev mu pa probali spodbujati, da jo te norosti še naprej počela. Ne. In recimo tako, ko smo včasih kolesa kupovali za kakšne mulce, ki niso bili finančno doma sposobni, vsakeč, ko smo jim dali kolo, smo rekli, ne ga šparati. A ne, tudi če si ga dobil, to ne pomeni, da ga zanalaš, v tla mečeš, ampak če ti pa se neka nesreča naredila, bomo že popravili. Ampak ne pa zdaj s tem delati, da je zdaj to. To je pač tak šport, treba ga je forsirati, po domače rečen, včasih tudi ne znese, če se pa kaj polom, bomo pa kupili na nov, pa bo. Žiga, imaš tudi ti kakšno željo, kako bi 50. obletnica izgledala? Ja, ne vem, šparat bo mogel za zlate bergle, da ima pol ta starim podelil, a ne? Mogoče to. Točno to, s tem, da Sergio pa obljub, da ob 50. obletnici Jon, če boste organizirali to, da pride z vsemi temi ščitniki iz tiste prve sezone, da se bo napravil tako, kot je bilo na začetku. Tako da mislim, da to obljubo imamo. Še kakšno vprašanje? Smo kaj pozabili omeniti, da bi kdo kaj komentiral, da bi kdo kaj še izzval, opomnil Sergiota ali pa Majče, da smo kaj pozabili? Majč, ja, a že kaj razmišljaš o nasledniku? To je res dobro vprašanje. Oziroma, a kaj prepoznaš v tej novi generaciji, kdo ima tiste sposobnosti, da bi lahko bil tudi dober trener? Ne samo, da dobro sliš, ampak da bi znal dobro tudi predati te informacije naprej. Počas, ampak mislim, te stvari so proces. Kdaj si ti pogruntal, da bi lahko bil trener? Jaz sem mu povedal. Se pravi, nebo se je odprlo in božji glas je prišel in rekel, trener boš. Moram ga pohvaliti, tako da boste vedeli, 14 dni sva delala, skupaj sva bila na treningih, povedal sem mu osnovne zakonitosti, kako je z otroci, pa kva to. Morate se zavedati, da vsakič, ko prije en tak mlad fant, pa ko nimam nikoli stika z otroci, vsak malo zakrčane. Recimo v Boštka smo malo več časa vložili, a ne, Žiga je pa po 14 dneh sva šla skozi, cak, lej mu, ti si avtoriteta, noben ti nima kaj, a ne, vsi so malo krčut. In moram reči, da je Žiga res po 14 dneh sem mu zaupal, je sam vodil treninge in zdaj je on šef trenerjev in ima pod sabo še 2 trenerja in mislim, da stvar super laufa. Žiga, je kaj za dodati? Čist nič. Kako si pa res dobil ta občutek, da lahko sem trener? Tok, da Jon ve, recimo, kako bo prepoznal to, da bo lahko on tudi trener. Sem videl čez čas, kako ti pa še, bom rekel, delo z otroci, moraš se počutiti, a ne, se pravi, samo ena stvar je, stvari, ki jih delaš s srcem, jih delaš najboljše. Tako da, to je to. Tako da Jon in ostali boste videli, zaslutili v srcu, da je to res eno delo, ki ga hočete dati naprej, pa predati to znanje. Če je še kakšno vprašanje, če ne, pa mislim, da se lahko še enkrat zahvalimo tako Jonu in pa ostali ekipi, ki ste zbrani tukaj v našem občinstvu, predvsem pa vama dvema, tako da res hvala Žiga, hvala Sergio za vse znanje, za vse, kar ste naredili, da to, da lahko zdaj po 30 letih govorimo o taki zgodovini in tradiciji in da bodo lahko zanamci oziroma naslednja generacija še toliko bolj ponosno kazali te fotografije. Tako da hvala, uspešno še naprej, pa se vidimo na progi na Borovničkah. Jaz mislim, da tudi jaz bom enkrat mogel tole probati, da vidim, kako gre.